Kdo je Andraž Zorko? Na to vprašanje bi rada našla v naslednjih 40 minutah čim boljši odgovor. Z vašo pomočjo, Andraž Zorko, dobrodošli, lepo pozdravljeni. Dober dan. Ste partner in direktor Valicona, družbe za trženjsko svetovanje in raziskave. Kako ste zajadrali v vode trženjskega raziskovanja? Vem, da zelo zgodaj, že med študijem. Govori se, da po naključju, ker se je zapletlo pri opisu, za katerega niste imeli zahtevanega dokumenta ali nekaj takega. Ja. Potem ste se vpisali pa na družboslovno informatiko. Kot bi rekel kolega Jerič iz sosednje hiše, če lahko tako rečem, naključij ni. Jaz v bistvu sem že kot otrok vodil statistike. Jaz sem imel 3 debele zvezke športov, ki sem jih sam simuliral, zato da sem jih po eni strani komentiral, po drugi pa, da sem lahko beležil rezultate in tabele in statistike in tako naprej. Mislim, da sem tudi že v srednji šoli pri eni seminarski nalogi za psihologijo takoj posegel po tem osnovnem orodju našem, se pravi po anketi. In ko sem prišel takrat na vpis, sem se pač hotel vpisati na analitično teoretsko smer, sem zazrl zraven program družboslovne informatike, ki je imel za razliko od mojega računalništvo in matematiko, in se mi zdelo to precej bolj perspektivno. In k sreči, nisem imel s sabo enega piltka, zaradi česar sem šel domov, celo noč nisem mogel spati, pa sem prišel pa drug dan, vzel indeks in že napisane predmete v indeksu premalal in se preusmeril v družboslovno informatiko. Tam naprej šlo pa zelo logično vse skupaj. Ampak najprej ste že med študijem, če sem prav zasledila, delali na oglaševalski agenciji, ki se je imenovala kako že Dotični. Ja, lepo ime, ne? Ja. Ja, na to je nastal Kati center leta 1996 in bili ste med ustanovitelji. Valicon je nekakšno nadaljevanje Katija, ne? Valicon je nastal v bistvu kasneje z združitvijo še z eno zagrebško firmo oziroma podjetjem in takrat smo to izkoristili tudi za preimenovanje, predvsem zato, ker Kati je, oziroma piše se Cati, je kratica za Computer Assisted Telephone Interviewing, kar je bil naš začetek. Mi smo dejansko bili najprej telefonski studio, oziroma studio za telefonsko anketiranje. In ko sem enkrat prišel v tujino na eno konferenco in me je začudeno vprašal, why are you named after a method? Sem se zavedal, da to ime mogoče v Sloveniji je vzdržno, pije vodo, kot se reče, čim smo šli pa malo čez mejo, pa ne več. In smo se odločili takrat za menjavo imena. Tako da v bistvu gre za nadaljevanje, ni nobene velike spremembe, razen tega združitve z zagrebško podružnico. Ampak to pomeni, da boste naslednje leto praznovali 30-letnico? Ja, drži. Andraž Zorko, se po naročilih in naročnikih sodeč zavedamo, da nam rezultati raziskav lahko pomagajo pri sprejemanju odločitev. Absolutno. Tako v gospodarstvu kot v politiki. Ali pa bom rekel v nekem družbenem kontekstu. Imamo recimo zelo veliko naročnikov z področja akademije, z fakultete, z univerze, ki pripoznavajo vrednost našega spletnega panela kot to pravega za to vrstne raziskave. Mislim, obstaja en lep citat iz serije The Crown, kjer se pogovarjata takratni premier Blair in pa Charles, in pravi Charles njemu premierju, če je videl zadnje rezultate javnomnenjskih raziskav. Rekel, bilo bi precej nevarno, če bi jih ignorirali. Pa mu premier zelo hitro odgovori, bilo bi tudi precej neumno, če bi jim slepo sledili. Dostikrat rečem, raziskavam ne smeš kar tako verjeti, treba jih je znati razumeti. Sprejemati odločitve brez nekih empiričnih podatkov, seveda, zakaj ne? Mnogo ljudi ima dovolj izkušenj, znanja, intuicije konec koncev. Čim si pa malo bolj kompleksnih zadevah, je pa že fajn vedeti, kakšno je pa stanje. Ne nujno, da boš to upošteval kot smernica, ne kot obvezna smer. Kako nove napredne metodologije in tehnologije prodirajo v vašo panogo, kako drastično jo spreminjajo od nevroznanosti, umetne inteligence? To dvoje bi jaz ločil. Nevroznanost na nek način ni nova tehnologija, je bila pa precej pozno upeljana v uporabo. Temu rečemo aplikativna nevroznanost. Ampak ta nas je, ko ste nam jo začeli predstavljati, kar malce šokirala. Ja, takrat so se nekateri bali, da imamo zdaj mi nek vpogled v možgane, da bomo usmerjali reakcije, da bo na drugi strani tisti, ki ustvarjajo oglase, so bili pripričani, da bodo zdaj vsi oglasi enaki, da bo nek vzorc nastal iz tega in tako naprej. Vse to se je skazalo za močno pretirano. Ne gre v bistvu za drugega, kot da to, da merimo nezavedni del
odzivanja na oglase, se pravi čustven pa pozornost. To, kar mi govorimo, to, kar mi vidimo, čutimo, to je približno 10%, se pravi ta naša zavedna raven zavesta. Ne. In na nezavednem je pa marsikaj. Ne. In pogosto se je zgodilo, da smo recimo ugotovili, da je na zavedni ravni odgovor pozitiven, ker se pričakuje, da je tak, temu rečemo socialno zaželen odgovor, ne. Ali pa obratno, ne, negativen. Na nezavedni ravni se je pa izkazalo, da pa v bistvu je pa čustveno odziv pa zelo, zelo spodbuden. Ne. V kolikšni meri nevroznanost še vedno uporabljate? Zanimivo je, nekaj časa se je to kar zelo veliko uporabljalo, predvsem pri določenih naročnikih. Recimo mi imamo 2-3 naročnike, katerih baza oglasov je večja od 30, se pravi, da so oni sami preverjali toliko veliko oglasov. Potem se pa to kar naenkrat nehalo. Jaz mislim, da tisti, ki jih je to res zanimalo, so se v tem času tudi veliko naučili, ker vsaka meritev je tudi učna lekcija in ko ti narediš veliko število oglasov, analiziraš veliko število oglasov, počasi vidiš, kaj so tiste ključne stvari, na katere se pozablja pri ustvarjanju oglasov. Ker mi v bistvu ne preverjamo, to je zmotno, mi ne preverjamo kreativne ideje, ampak izvedbo. Ne? Se pravi, kako je zadeva zmontirana, so kadri predolgi, prekratki, glasbena podlaga, voice-over, grdo v slovensko rečeno in take stvari. Pa umetna inteligenca vam je v pomoč? To je pa druga stvar, ne? To pa dejansko je novo. Trenutno nam je, seveda, mi smo tudi sami že bili pripravljeni na to in imamo nekatero orodje razvita tudi že sami. Predvsem ta za prepoznavanje besedil, za prepoznavanje pozitivnega in negativnega sentimenta v besedilih, za prevajanje zvoka v besedila, zapisana in tako naprej. Večjega vpliva trenutno ni, a ne? Ali pa če tako rečem, neto učinek je trenutno neka pozitivna ničla. Ne. To, kot smo mi recimo pridobili s tem, ko smo začeli to uporabljati, smo verjetno tudi kaj izgubili, ker veliko ljudi danes eksperimentira s temi raznimi chat boti, ki so pa v resnici precej slaba stvar, še vedno. Daleč od tega, da bi se lahko rekli temu inteligenca. No, tako. Telefon pri anketiranju še uporabljate? V skrajni sili imamo enega naročnika, ki vztraja pri tem, drugače pa ne. Anketirate ljudi na domu? Zelo, zelo redko. Tudi zato, ker je to izjemno finančno zahtevno, ne samo izvedbeno, tudi za naročnike je to izjemno visoka številka. Se pravi, da spletno anketiranje. Spletno anketiranje je standard, ja. Kdo je Andraž Zorko? Se sprašujemo. Predavatelj. Pogosto predavate na zelo različnih dogodkih in različnim občinstvom. Vam je predavateljstvo ljubo početje, izziv? V tem iskreno uživam. Tega je zdaj manj, kot je bilo včasih, moram priznati. Včasih so me pogosteje vabili recimo na univerzo, tega zdaj malo manj. Meni je bil to od nekdaj užitek. Mislim pa, da to izvira iz nekih tudi genetskih predpostavk. V naši družini je kar nekaj prednikov, ki so zelo radi, nekateri celo še nastopali tako ali drugače. Tako da mislim, da sem del tega podedoval. Iskreno rečeno uživam v tem. Takole so na primer napovedovali vaše predavanje na Oglaševalskem festivalu, da ste raziskovalec po duši, svetovalec po meri, predstavnik tistih, ki imajo vpogled v potrošnika, znamke, oglase, medije, izdelke in storitve. No, to je še del odgovora na vprašanje, kdo je Andraž Zorko, ampak prosim, predstavite nam slovenskega potrošnika. Zdaj, slovenski potrošnik, jaz bi težko povzel vse, kar velja za slovenske potrošnike v enem človeku, ker smo si pač zelo različni. Kar je značilno oziroma specifično mogoče za slovenskega potrošnika je, da smo v primerjavi z nekaterimi bolj zahodnimi državami precej bolj promiskuitetni, ko govorimo o trgovinah, govorim zdaj o vsakodnevnih nakupih, predvsem zaradi tega hitrega razvoja v zadnjih 20 letih, razcveta trgovskih centrov, ki je pripeljalo do tega, da povprečen potrošnik v Sloveniji obišče še enkrat toliko trgovin, da ima še enkrat toliko trgovin v naboru trgovin, kamor hodi po dnevnih nakupih, kot recimo nekdo bolj zahodne od nas. To je predvsem zaradi široke ponudbe, ker imamo v bistvu veliko število trgovin, po drugi strani so pa vse skoncentrirane. Ena specifika v Sloveniji je tudi ta, da imamo malo mest, kjer bi sploh lahko imeli na več lokacijah trgovske centre. V večini krajev imaš pač ti eno točko, kjer je skoncentrirano vse, kar tudi omogoča svojemu potrošniku, da gre od ene do druge do tretje trgovine in kupuje tiste, kar je najceneje. To je ena stvar. Druga je pa, čim prije do
krize, kakršnekoli, ali pa do povišanja cen, draginje in tako naprej, se potrošniki hitro začnejo prilagajati, zelo hitro. Tudi zdaj smo v tej fazi, ko so potrošniki vedejo, tako kot smo prvič zaznali v času ta prve recesije gospodarske, ki smo jo vsi takrat doživeli prvič večinoma leta 2009 do 2014. Skratka, neka racionalizacija, kar je do neke mere nesmisel, ampak paziti, kaj se kupuje. Tako. Kdo je Andraž Zorko, specialist za številke? Povedali ste, da imate do številk topel, že skoraj erotičen odnos. Najbolj pa do številke 8. Zakaj 8? Ja, a ni očitno. Ki je tako zelo lepo okrogla. Ko nam predstavljate rezultate raziskav, opažam, da imate izjemen spomin. Z vas bruhajo letnice, odstotki, lestvice. To je pa, če se z nečem ukvarjaš, in če velikokrat pojasnjuješ določene stvari, tudi velikokrat ponoviš. V bistvu gre tle bolj za to, da sem velikokrat ponovil iste stvari, pa si jih zapomnil, ker spomin z leti kvečemu nazaduje. Mene pač te stvari zanimajo. Mene zelo zanima, kako se vsakič sproti razvijajo volitve, recimo v Sloveniji, kako se ljudje odločajo, kaj se dogajalo prej, zakaj v zadnjih letih prihaja do sicer zmotnega prepričanja, da javnomnenjske agencije grešijo v napovedih, ker ne gre za to, da grešijo, ampak gre za to, da se v zadnjih 2 dnevih dejansko spremeni slika in tako naprej. In te stvari pač zanimajo, jih analiziram in jih rad pojasnjujem. Vedno, kadar me kdo vpraša po kakšnikoli stvari, zakaj je danes to tako, če se le da posežem v nek historičen, dam nek historičen pogled, ker vse se dogaja z nekim razlogom, vse se je začelo že davno prej. Tudi recimo mene pogosto vabijo na ambasade, na tako imenovane informativne pogovore z ambasadorji različnih držav, ki jih zanima, želijo razumeti slovensko politično dogajanje, predvsem. Se pravi, pred par leti recimo je se zelo zanimalo, odkje ta uspeh vseh teh novih obrazov. To jim je bilo nekako nerazumljivo, recimo. Ko se začne z njimi pogovarjati, jaz grem kar daleč nazaj, včasih tudi v 19. stoletje, 20. da začnejo razumeti kontekst slovenskega volivca danes. Ker ti to, kar smo mi danes, vse, kar se je zgodilo v zadnjih 100-150 let, definira nas danes tako ali drugače. Kdo je Andraž Zorko, današnji nedeljski gost na Valu 202, komentator, politični analitik. Marko Crnković je napisal: kapo dol pred Zorkom. Če je kdo politični analitik brez narekovajev, potem je to on. Ker ne pametuje na pamet, ampak operira z empiričnimi podatki, znanstveno napaberkovanimi v raziskavah javnega mnenja. Hvala, Marko. Pogosto ste nastopali kot komentator v slovenskih medijih, tudi na našem radiju, a zadnje čase opažam, da ste pritisnili na zavoro. Zakaj? Komentiranje politike je danes nekaj popolnoma drugega, kot je bilo še nekaj let nazaj. 2-3 leta je, odkar se je ta prostor izjemno politično polariziral, in ko govorimo o komentiranju, predvsem pa o komentarjih na družbenih omrežjih, specifično seveda na omrežju X, tudi precej zastrupil. Po eni strani sem se, ne bom rekel naveličil, ampak kar nekaj let je, kar to počnem. Nisem videl več nobenega presežka v tem. Začeli so me tudi klicati z vprašanji, na katere jaz res ne želim odgovarjati, ki so bolj predmet za kakšne stradne časopise. Tako da sem velikokrat zavrnil. V zadnjem času moram priznati, da imam pa tudi malo manj časa za te zadeve in si pač izbiram, tako bom rekel. Tukaj sem recimo z veseljem. V podcastu LDGD, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno, še posebej ne politike, tako pravite gostitelji Aljaž Pengov-Bitenc, Nataša Briški, Antiša Korljan in Andraž Zorko. Torej v LDGD pa ostajate in še vedno komentirate, kaj ne? Ja. Ta podcast vam je pa zelo pri srcu. Koliko let že? Mislim, da gre za 7. sezono, če se ne motim, že. Zelo mi je pri srcu, to je nastalo nekako tako organsko. Začelo se je tako, da sem bil jaz, pa tudi Antiša, sva bila gosta občasna v Metinem čaju pred volitvami, potem pa se je porodila ideja, jaz sem že sam razmišljal o tem, da bi bilo mogoče fajn imeti podcast, takrat, ker še ni bilo v bistvu tega razcveta. Pa Nataša pristopila s to idejo in smo rekli, super, dajmo probati, in smo začeli delati in je zabavno. Predvsem tako, kar rečemo, ne jemljamo preveč resno, podcenjujemo pa tudi ne. Se pa zelo zavajamo, ko to počnemo.
Kdo je Andraž Zorko, vodja raziskave Nova normalnost, ki je od marca 2020 dalje ponujala nek vpogled v čas epidemije, takrat smo to res zelo potrebovali. Kako nas je udarila, spremenila epidemija COVID-19? Vi imate o tem v rokah podatke. Precej bolj, kot si mislimo. Mi smo takrat, za nas je bilo tudi to nekaj posebenega. Tisti dan, ko smo šli domov, 13. marca, petek 13. marca, mislim, da je bil. Tisti dan smo začeli z meritvijo, ker smo čutili to na nek način kot našo vlogo, našo dolžnost, da tako rečemo, v družbi, in smo začeli izvajati to raziskavo. Mi občasno imamo kakšne raziskave, ki jih izvajamo samoiniciativno, sami jih financiramo, ni nobenega naročnika, in ta je bila ena od njih, ker smo želeli videti, kaj se res dogaja, kakšna je percepcija, in smo takrat smerili to celo vsak dan. Prednost spletnega anketiranja, lahko smo delali nemoteno naprej. Mi smo zelo hitro začeli govoriti o novi normalnosti, o tem, da nič več ne bo tako, kot je bilo, kar se je slišalo takrat morda pretirano, ampak danes je pa to jasno, čeprav tega ne dojemamo tako. Zakaj? Ravno zato, ker je to nova normalnost, zato, ker tako, kot živimo danes, se nam to zdi, da je normalno, oziroma mi to čutimo kot normalno, da je to že skozi tako bilo, ampak v resnici ni bilo. V resnici ni bilo, mnogo tega se je spremenilo. En tak najbolj očiten primer, recimo delo na daljavo. Tle so zdaj različni vzorci po podjetjih, recimo v našem podjetju imamo samo 2 dneva, ki sta obvezna v pisarni, druga podjetja imajo tudi neke podobne hibridne modele. Delo na daljavo se je prijelo, sestankovanje recimo. Mislim, po moji ceni imam 80% sestankov takrat naprej na daljavo, ko smo ugotovili, da seveda se da narediti to na daljavo brez kakršnekoli škode za vsebino in z bistveno manj vloženega časa. Spremenile so se določene nakupne navade. V času epidemije so cvetele spletne trgovine. To je bil dejansko razcvet spletne trgovine pri nas, takrat so tudi tisti največji skeptiki, hočeš nočeš morali popustiti, ker je bil to včasih edini način. Nekateri so se tukaj znašli, govorim zdaj o trgovcih, in so še danes zelo uspešni, drugi malo manj. Ampak to je ostalo, to nakupovanje, ko se ti navadiš enkrat na nekaj novega in to spremeš, to pač ostane. Je pa res, da danes, če zgledaš tako nazaj, zdi tudi 5 let je že, odkar je v tisto obdobje pred, se nam zdi, pa se je vse tako, kot je bilo. Ni. V bistvu ni. Javnomnenjska raziskava Nova normalnost se zdaj ukvarja s tem, kateri lokalni in mednarodni dogodki najbolj vplivajo na življenje Slovencev. Kako se odzivamo na dogajanja doma in na tujem? Kaj nas skrbi? Oboroževanje, Gaza, Izrael, Amerika, Rusija? To raziskav smo prilagodili smo na krize vseh ostalih vrst. Mi smo v bistvu s COVID-om stopali v obdobje permakrize. Gremo iz ene krize v drugo. Od vsega začetka, odkar smo to naredili, je na vrhu skrbi draginja. Bolj intenzivno takrat, ko se je to začelo, potem se je malo umirilo lansko leto, zdaj se spet dviguje, ker seveda tudi sami lahko opazimo, kako je s cenami pri vsakodnevnih nakupih. Pri ostalih stvarih smo pa relativno sezonski ali pa tako aktualni. Ko se začne nekaj resnega dogajati v Ukrajini, nas to mičkam bolj skrbi. Poleti nas bistveno bolj skrbijo podnebne spremembe in ekstremni vremenski pojavi, izrazito seveda leta 2023 po njih katastrofalnih poplavah. Pozim to malo pozabimo in tako naprej, ampak ves čas je pa na vrhu ta draginja, kar pa lahko rečem kot trend je pa to, da je ta strah pred vojno je pa, ker imamo 3 vojne imamo se pravi. Tretja svetovna vojna. Tretja svetovna, Ukrajina pa Balkana. Je strah prisoten. Je, mislim, ni prevladujoč, ampak počasi raste, vedno bolj prisoten. Andraž Zorko je strokovnjak na področju medijskih in komunikacijskih raziskav, javnomnenjskih in predvolilnih raziskav. Spet smo v predvolilnem času. Marca 2026 bodo državnozborske volitve. Če imate do številk skoraj erotični odnos, kakšen je potem vaš odnos do volilnih napovedi? Zdaj, če bom to rekel, da je to tudi na meji erotičnega odnosa, se bo to narobe razumelo. Ampak vem, da vas to vznemirja me. To je najboljši opis, zato ker na nek način je to taka dostvegana igra. Jaz sem recimo en tistih, ki je napovedal zmago Trumpa 2016, spomnim me še Marcel Štefančič povabil v studio, da ne razložim, kako sem prišel do tega. Jaz sem pol tudi priznal, se rekel, sej iskreno rečeno, če bi zgrešil, mi noben ne bi zameral. Tako, ker sem pa zadev, čeprav sem v bistvu jaz res sluto vedel, da bo zmagal, sem tudi razložil zakaj. In tle je ta umetnost, da znaš ti iz številk in iz enega historičnega konteksta sestaviti skupaj na napoved, ki
ki zdrži, ki ni samo metanje kovanca, a bo ali ne bo. Zdi se, da vas zelo osreči, če se približate z napovedjo potem tudi rezultatu. Imam občutek, da pa, če malo zgrešite ali pa veliko zgrešite, da vas pa potem spet vznemirja analiza. Absolutno. Na ta način smo mi v bistvu odkrili pojav taktičnih volivcev v Sloveniji. To je bilo prvič v 2008. Mi smo soočeni z novim fenomenom, in to je odločanje volivcev v zadnjih dnevih ali pa celo na samem volišču. In imamo na upravljanje analize, jaz sem to potem tudi kasneje v tisti zakasneli moji diplomski nalogi s pridom uporabil in na dolgo in široko razložil. In diplomirali iz taktičnih volivcev. Ja, tako, dobesedno iz njih. To je tisto, kar nas loči recimo tudi od ostalih na trgu. Mi se te stvari poglobimo, nas to zanima. Tudi če vidimo, naša napoved ni bila prava, mi želimo vedeti, zakaj ne. Ker mi vemo, da delamo prav. Mi nismo naredili napačnega vzorca ali pa ne vem kaj, ampak očitno se je nekaj zgodilo. Pol najdemo razlog. Predvsem je šlo za to, ta znameniti anti-Janša efekt. Prvi pojav tega je bilo leta 2008. Takrat niti ni bila stranka novega obraza, oziroma jaz pravim, da je bil Borut Pahor prvi novi obraz, čeprav ni bil čisto res nov. In tudi stranka ne. Ampak takrat je prvič prišlo do tega pojava. Da so določeni volivci videli zadnji napovedi Nina Medije za mladino, da obstaja možnost, da Pahor vendarle premaga takrat Janšo. In so skočili na ta vlak, da imamo mi rešiti situacijo, da ne bo slučajno Janša zmagal na volitvah. To je seveda za vas potem en hud trd oreh, ne? Ja, ki smo ga strli. Pri napovedovanju. Smo šli korak naprej in sicer to je bila pa napoved recimo 2022, ker zdaj vemo, da se to na ta način odloča. Vemo, da smo soočeni s tem pojavom. Mi smo naredili napoved zdaj na ta način, da smo rekli v redu, izmerjena podpora je takšna, je pa tle še tolikšen delež volivcev, ki dopuščajo možnost, da bodo volili zadnji dan vsem to stranko, ker gre lahko plus in minus. In pri volitvah 2022 je šlo dejansko do skrajnih mej, skratka Svoboda je prišla do tiste najvišje vrednosti, ki smo mi napovedali, da je še možna, vse ostale so šli pa v minusa. To obdobje smo rekli, da so padale žrtve za Svobodo. Pomembno pa je, da nobena od teh strank pa ni imela rezultata izven teh naših intervalov, kar pomeni, da vse ne vemo, kaj delamo. Andraž Zorko, ker sva zazrta v prihodnost, kako je pa z mladimi volivkami in volivci? To je izjemno zanimivo. Pred leti so se vsi zgražali, so bili zaskrbljeni, češ volilna udeležba med mladimi pada, kaj nas čaka. In pa se je pa skazalo, da gre v bistvu za generacijski pojav. Padala je res, ker je ena generacija vmes, ki se je reče milenici, se pravi ta generacija Y, kjer je udeležba res nizka. Ko je prišla na sceno generacija Z, to so te, ki so stari, danes najstarejši med njimi so 30, 31, tam nekje, ti imajo volilno udeležbo višjo. Ti so se vrnili na volišča v primerjavi s svojimi predhodniki. Je pa še en zelo zanimiv pojav pri njih. Bistveno više nezaupanje imajo v te tradicionalne politične institucije, kot vsi ostali, pa je to že tako relativno nizko. Pa precej boljše neke specifične institucije, ne presenetljivo, imajo recimo absolutno više zaupanje v spletne trgovine, naprimer. Ampak to ni presenetljivo. Imajo pa recimo bistveno manjše nezaupanje, moram reči, ker je vse negativno v cerkev. Cerkev, ki je nekje okrog -50 v povprečju, pri njih je na -25. In te generacije prišlo do zanimivega pojava, in sicer ženski del te generacije je bistveno bolj progresiven, kot so bili mladi nekoč. Moški na drugi strani so pa bistveno bolj konzervativni, kot so bili mladi nekoč. Tako imamo velik razkorak po spolu znotraj te generacije. Mislim, da se je lepo demonstriral, ko so v nekem podhodu v Bežigradu neki mladeniči napadli enega indijskega študenta, so pristopile dekleta, vrstnice, in so te fante pregnale. To je en tak simptom tega, kar sem zdaj povedal. Bo pa zanimivo videti, kako bodo bivali skupaj za 4 stenami. A lahko kaj povemo o parlamentarnih volitvah, ki bodo spomladi 2026? Slišala sem vašo napoved, da vlada, ki bo ustoličena s temi volitvami, ne bo stabilna. Zelo verjetno, ja. Zelo verjetno. Mislim, takšne večine, kot jo ima ta vlada zdaj, iskreno ne moramo pričakovati. Bilo bi precej naivno, ne z ene, ne z druge strani. Zdaj imamo neko situacijo,
ki je še nismo imeli, spet če gledamo malo nazaj zgodovinsko, ne, imamo prvi primer stranke novega obraza, če mu smemo tako reči, ki je preživela. Nobena od teh strank do zdaj po 3 letih in pol ni bila tako visoko v javnostnih raziskavah, kot je ta. Nobena nova, ki se med tem časom spostavlja tako na desni kot na levi, ne prebije praga, tega magičnega, mitskega praga NSI-ja 7%. Ne. Kot se kaže, bo prišlo pač spet do dvoboja. Politični prostor je zdaj res izrazito polariziran, skoncentriran okrog 2 blokov, enega vodi Janša, drugega vodi Golob in dvoboj teh 2 bo odločil volitve. Ne. Nedeljski gost na Valu 202 je Andraž Zorko. Spomladi in poleti redno izvedete raziskavo Ogledalo Slovenije, ki se je začela v vstajniškem letu 2012, ko smo bili res zelo nezadovoljni, ne? Ampak teh slabih rezultatov še nismo dosegli. Ne, in tudi jih po mojem nikoli več ne bomo, tisto je bilo res dno. Zadnja raziskava, jesenska, kaže splošno rast zaupanja v nekatere inštitucije in poklice, tudi v zdravstvo, na primer, ki je napredovalo na 5. mesto. Prva na lestvici zaupanja je civilna zaščita, zadnji 3 so cerkev, stranke opozicije in objave na družbenih omrežjih. Tudi lestvica poklicev je zanimiva. Videla sem pa, da ste raziskovalci javnega mnenja nekje na sredini. A ste zadovoljni s to umestitvijo? Tako v jeziku najmlajše generacije alfa bi rekel 6-7. Jaz mislim, da smo tam, ker moramo biti, ne? Ker če imaš na eni strani en del ljudi, ki so zadovoljni z rezultati, si jih pač še enkrat toliko na drugi strani, ki niso. Prav tam. Ja, 6-7. Prvi so gasilci in reševalci, seveda. Kaj se vam zdi na tej lestvici in v okviru te raziskave zadnje Ogledalo Slovenije posebej vredno omembe? Prvič po 5 letih oziroma po epidemiji smo bili priča malo večji spremembi oziroma večji rasti zaupanja. Mi smo med epidemijo prvič zabeležili tako občuten skok zaupanja, kar je bilo seveda logično. Ne? Takrat nas je bilo sploh v začetku predvsem strah. Ne? In v takih razmerah potem ljudje se raje zatekajo k avtoritetam in jim tudi bolj zaupajo, ker je to na nek način garancija, da se najstrašnejši scenarij ne bi zgodila. Ne. Po 5 letih prvič, da smo imeli malo občutno rast tudi v povprečju. Vse institucije so šle nekoliko gor. Mi smo se šli potem to preveriti vsak slučaj, ker smo meritev končali tik pred dogodki v Novem mestu. In za njih smo lahko pravično domnevali in tudi so dejansko vplivali na rezultat, tako da smo za institucije ponovili na manjšem ozorcu in se izkazali, da je po tem Novem mestu to zaupanje nekoliko padlo, pa vendarle ne na tisto raven izpred pol leta. Je pa zelo padlo v sodišča pa v policijo. To pa ja. Zanimivo je pogledati te rezultate, nekako nek konkreten, izreden dogodek vpliva, ne, na... Ja, to je ta izziv naš, ne, kdaj meriti, ne, in mi smo poskušali na različne načine, na koncu smo se odločili, ok, bomo imeli pač eno meritev spomlad, eno oktobra in dajmo se držati približno podobnih datumov, ne, in čim bolj raztegniti, ne, da če se kaj takega zgodi, da ne vpliva bistveno na rezultat. No, tle se je pa pač primerilo tako, da se je dogodek zgodil praktično naslednji dan, ko smo mi nehali meriti, ne, in to je dogodek takih razsežnosti, ki seveda da vpliva na takšen rezultat. Tudi zaupanje v medije je zelo nizko. RTV Slovenija ima sicer vseeno višjo stopnjo zaupanja kot mediji v celoti. Bi bilo pa dobro vedeti več o tem, kar smo recimo izvedeli nekdaj s temi nacionalnimi raziskavami o branosti, poslušanosti, gledanosti. To so bile klasične raziskave branosti, ki so bile osnova za določenje cen oglasnega prostora. Jaz mislim, da je bilo danes predvsem bolj pomembno, da bi imeli sistematično izmerjanje ali pa kronološko stopnjo zaupanja v posamezne medije, kajti to je tisto, kar vpliva na to, kako javnost dojema resničnost, kako vidimo določene stvari, v končni fazi, kakšno je zaupanje do vseh ostalih institucij. Mediji so še vedno ključni pri definiranju percepcije javnosti in nažalost stopnja zaupanja v medije z leti pada, ne? Kar je po mojem mnenju pač relativno pričakovana posledica vedno bolj senzacionalističnih pristopov, krčenja sredstev, odpuščanj, pa tudi seveda redukcije pozornosti bralcev, poslušalcev na naslove in slike. Pogosto razmišljam, kako težko in vse težje je raziskovati poslušanost radija. Že pred leti ste poudarjali, da bi bilo potrebno korenito spremeniti merjenje poslušanja radija.
Zdaj, radio je paradoks bil od nekdaj, ne, ker je medij, ki ima največ postaj, oziroma medij, ki ima največ programov z relativno nizkimi dosegi. Ne. Pač imamo 6, 7, 8 postaj programov, ki imajo relativno spodobne dosege, vse ostalo ima pa relativno nizke, zaradi tega bi rabili v bistvu zelo velike vzorce. Sploh, če bi hotel gledati poslušanost po intervalih časovnih. Ne. In na drugi strani se je potem zgodilo v nekem trenutku, da so obstajale 3 raziskave poslušanosti. Noben drug medij ni imel toliko raziskav. To se je zdaj skupaj majčkeno umirilo, malo po principu 80-20 optimiziralo. Zdaj pa seveda druga težava v tem, da imamo medije, oziroma da imamo kanale, pri katerih se poslušajo zvočne vsebine, ki niso več samo radio, ki ni samo FM. Imamo podcaste, imamo DAB, imamo marsikaj drugega, imamo razne aplikacije. Vseh skupaj ni mogoče zajeti. Na ta način, kot smo včasih delali, težko. Se mi še vedno sprašujemo, se zavedamo omejitev, ampak ja. A še vedno je priklic spomina? Še vedno. Isto, še vedno. Na tej ravni zaenkrat še vedno to ne. Največji problem so recimo podcasti. Mi smo probali 2 različni metodi, 2 različni vprašanji in po enem principu smo prišli do tega, da je v Sloveniji nekje 6-7% poslušalcev podcasta, to sicer zdaj malo raste, po drugi pa da jih je 36. Ne. Te postavljanje vprašanj pri raziskavah je izjemno pomembna zadeva. Ampak vprašanje, kaj je podcast? Ne? Kaj je podcast? Ne? A bo najin pogovor, če bo objavljen posebej, a bo podcast? A je to podcast? Ta pogovor bo podcast. Evo, ne? Kaj je pravzaprav res podcast? Ne? Če bi se našel donator, ki bi vam bil pripravljen financirati eno veliko, večletno raziskavo, česa bi se lotili? Jaz bi mislim, da začel kar pri tem, kar sva zdaj govorila. Vpliv medijev, zaupanje v medije, spremljanje medijev na malo drugačen način, ne samo kdo, ki je spremljal kanje, ampak koliko globoko in koliko to vpliva na njih, koliko delijo vsebine, take zadeve. Vse tisto, kar je treba zmeriti, poleg tehničnih podatkov, ki so na voljo. Skratka, probali bi dobiti več tega, pa še percepcijo, ki je izjemno pomembna, ker to, kar mi merimo, je percepcija, subjektivna percepcija in vedno zelo pogosto opažamo velike diskrepance med tem, kaj ljudje čutijo, mislijo ali pa kaj je objektivno preverljivo. En zanimiv primer je recimo, ko ste prej omenili zdravstvo. Zdravstvo je zdaj že 2krat zapored zaupanje zraslo. Enkrat smo raziskavi preverili, kakšna je osebna izkušnja z zdravstvenim sistemom, pa kakšno je zaupanje, oziroma kakšen je ugled zdravstva. In tle je diskrepanca ogromna. Ko imamo obdobja, ko mediji zelo veliko poročajo, in to predvsem negativno o zdravstvenem sistemu, bodo vprašanja, ki merijo percepcijo tega sistema, dali izrazito slabe rezultate. Tako recimo 80% jih bi menilo, da je to koruptiven sistem, da ne funkcionira, da je vse narobe. Ko pa 10 minut prej v raziskavi vprašamo, kdaj ste bili nazadnje pri zdravniku ali pa katerem koli delu zdravstvenega sistema in kakšna je vaša osebna izkušnja, je ocena v bistvu relativno visoka. Najbolj zanimivo, dlje kot je zadnja izkušnja, nižja je ocena. Se pravi, dlje kot je zadnja izkušnja, osebna izkušnja, bolje percepcija zdravstva pod vplivom medijev in poročanja o tem. Take stvari bi bilo fajn raziskovati, ampak z mediji bi pa absolutno začel. Upam, da vas donator kmalu pokliče. Jaz tudi. Ja, torej... A dam še številko? Iščeva odgovor na vprašanje, kdo je Andraž Zorko. Andraž Zorko je tudi sin izjemnega radijskega novinarja Marka Zorka, našega sodelavca, prijatelja, kolumnista, avtorja knjig Mein Kampf in Knjiga mrtvih. Vam in tudi nam se je nabralo veliko spominov, zgodb, anekdot, a ponovila bom vaše besede, ki so se me zelo dotaknile. Da vam je v resnici... So se me res dotaknile. Okay. Vidim. Ja. Da vam je v resnici najbolj žal, ker ni doživel vnuka in vnukin in obratno. Ja, to bi se pa zdaj lahko tudi mene malo dotaknil. Vnuka v bistvu je, sin je bil star 2 leti, ko je šel Marko v flaške, kot rečemo pri nas doma, ker se je dal v dobrobit znanosti Anatomskem inštitutu v Zemljico. Punc pa ne. To mi je režal, to se še včasih spomnim, sploh, ko ima takšne izjave. Jaz ga dostikrat citiram, ko se kakšna stvar zgodi doma, kaj bi pa zdaj na to dedi Marko rekel, pa kaj sva kdaj komentirala. Nedavno smo bili v Parizu, mislim, da bi muzej moderne umetnosti, kjer so zelo abstraktne slike in je seveda otrok rekel,
Pa oči, jaz bi to znala narisati tudi sama. In se rekel, a veš, se spomniš, kaj je Didi Marko razlagal? Ja, se vem o žirafi, ne, gre pa za, seveda, ker sem tudi jaz kot otrok enkrat mu rekel za neko abstraktno sliko, po mojem bil polok ali pa kaj tasga. Jaz bi tudi to znal, rekel, oče je mi rekel, lej, poslušaj, dražne, ti moraš najprej znati narisati žirafo, da lahko potem celo življenje ričeš njene fleke. Ne, to je ena taka globoka modrost. Ne. Kaj bi morali še vedeti o vas? Kdo je Andraž Zorko? Kako bi, po vsem povedanem, vi odgovorili na to vprašanje? Zdaj sem pa malo zdrego padel. Mislim, brez lažne skromnosti, še kar zanimiv človek. Zdaj, jaz se spomnim, ko smo bili fotru, kot sem rekel, ko je on umrl, sem rekel, jaz sem vedno težavo s tem, ker so ljudje njega dojemali čisto drugače kot mene. Ne? Spet ta percepcija, ne, diskrepanca. Biti njegov sin ne je bilo nekaj čisto drugega, kot biti njegov poslušalec. Ne? In to sem mogel včasih malo pojasniti, ne? Da morda nisem vseh pogledih tako navdušen, kot so bili njegovi oboževalci, oziroma predvsem oboževalke. In ko je umrl, sem si jaz sam sebi to pojasnil, pa tudi sem Stalin, da je šlo za izjemno duhovitega in razgledanega človeka, ki se je za časa svojega življenja izdajal za mojega očeta. Ne. Tako da zase bom rekel, da gre za izjemno zanimivega in duhovitega človeka, ki se za časa svojega življenja izdaja sam zase. Hvala za pogovor. Hvala za povabilo.